Slišiš, kakšen zvok ima? What's up, peoples? Evo, jaz sem neslišno na poti v Ženevo, sicer do tja ne bom šel s tem avtom, v Ljubljani bom zamenil, pa se usedel enega drugega. Je pa ženevski avtosalon definitivno moj, pa verjetno še do drugega, najljubši salon. Prvič zato, ker je pod eno streho. Kar se tiče pestrosti, je običajno tudi najbolj raznolik. Pa ne samo to, Sloveniji je relativno blizu. Jaz recimo se z veseljem usedem v avto in kar tja odpeljem. In vsak me vpraša, ej Ciril, kako je na teh avtomobilskih salonih? Usedite se v avto, odpeljte se v Ženevo. Jaz si mislim, če se zberete 4 junci pa rečete, da vsak bo nekaj dal, to tudi ni nek velik strošek. A veš, kaj hočem reči? Kosmati paket odložen, jaz grem pa naprej. No zdaj pa tako, preden Zovija vrnem, bi v njem rad povedal še par stvari. Kar se porabe elektrike tiče, potovalni računalnik mi pravi, da mi je v povprečju avto porabil za 17,2 kWh električne energije na 100 km. In če že govorimo o ekonomski računici tega avtomobila, jaz bom pod video na Facebooku in YouTubeu prepopil en link, kjer si lahko več stvari o tem preberete. Renault Minuta, lej. Kaj komotar Minuta, sem da ni komotar. Lejo, imate novo prijateljico, CX-3 in to 4-kolesnim pogonom, tako da me niti mal ne skrbi, če me tam pri Montblancu kakšen sneg ujel. Adijo, Aleš, to je bil pa Aleš Črnic, ki me je sem pripeljal z S-Maxom Vinjale. A se kdo spomne tega avta? To je bil, ko sem ga čist na rob pomola parkiral. Imam vse, verjetno ne, nič hudega, tako kot zmeri. Moj današnji plan se mi za začetek pikico podira, hotel sem iti namreč do sejmišča, pa tam pobrati svojo akreditacijo, zato ker mi jo na mail. Ne vem, zakaj niso uspeli poslati, ampak bom verjetno strelil kar takoj v Francijo, oziroma od Ženeve stran slabih 50-60 km, torej v Annecy, kjer bom spal. Zakaj pa ne spiš v Ženevi, če je tam salon? Zato, ker prvič v tem času z hotelskih sob ni veliko, so pa izredno drage. Drugič pa zato, ker grem najrajši v Annecy, namreč v tem malem mestu ob jezeru, blizu francosko-švicarske meje. Sem spal že velikrat, praktično skoraj vsako leto, ko grem v Ženevo in moram reči, da je tam čarobno lepo. Kaj najbolj hecen, ker sem v Ljubljani rekel, da bi mogoče 4-kolesen pogon prav prišel. Če bo slučajno kakšen sneg, sem se valjda zajebal. Zdaj pa lega hudiča. Evo, zdaj pa par kilometrov tele lukne, pa sem pa že kakšno dobro urco iz Ženeve. Zdaj pa da vidim, a sem res čist prepozen ali nisem. Ok, zdaj pa ne vprašam kako, ampak sem pa vseeno uspel noter prijeti. Razlog je pa v tem, da jaz v tem trenutku nimam papirja, ki bi mi jutri dovolil tukaj zapeljati v garažno hišo ob sejmišču. Če že jaz sam sebi ne morem listka naprintati, ker so računalniki ugasnjeni in ker bi bilo to zelo narobe, so neko ziher so kakšnega sprintali, pa so ga vrgli v koš, kakaj ni bilo ok. Ter mali odkaj popacan, ampak ta prav je pa vse. Lej, meni so vedno rekli, da se moram znajti in sem se znajdel. Joj, Ciril, pa tega ne smeš delati. Ja, res, ampak ni včasih glih to najbolj zanimivo, da narediš kakšno neumnost. Stvari so več ali manj še pokrite, ampak tukaj recimo je Spyker. Tam daleč dosta Lamborghini pa Porsche. Bomo jutro po jutrošnjem vse pregledali, brez skrbi. Kar se pa glavnih razstavljalcev tiče, vam pokažem recimo, kako je Volkswagenov razstavni prostor zakrit pa skrit. Vidiš? A smo še malo poredni pa pogledamo, kaj se not dogaja. Tukaj je recimo Renault, le kako malo vse lepo pospravljam pa pokrit. Le kaj sem najdel, vidiš? Ta nova Alpina. Pa ta zver, da nehi, no, stari. A vidiš, tole je recimo dober dokaz, koliko se še večer pred odprtjem salona za novinarje vse skupaj dogaja, pa koliko stvari je treba še narediti. Proizvajalcem je v bistvu važno, da je vse tip-top takrat, ko se zadeva odpre šele za javnost. To pa ni jutri, v torek, ampak v četrtek. Vidiš, pri Mansouriju sploh še avtov niso na svoj razstaven prostor spravili. Slišiš, kakšen zvok ima? Še malo, pa bo gor zlezel. Razen, če ga ne okej posral, no. Se ne vem, kaj niti rečem, no. Po eni strani cenim trud, po drugi strani pa pismo, no. Hashtag too much,
mogoče. Znaš, to je to. Jaz upam, da ste dobili en tak približen feeling, kaj se danes na predvečer otvoritve avtomobilskega salona za novinarje tukaj dogaja, v bistvu ogromen. Jaz sem pa zdaj počasno nazaj proti avtomobilu, dobil sem kar sem rabil. In grede, še kako mi je ime? Thierry Dussy. Veš, kako je to? En dan delam za Komotar Minuto, drug dan delam za švicarski radio. Kar zanimiva služba. Preden grem pa nazaj ven, le kaj sem najdel. Ta nova Insignia. Kar okej, a? Enega gospoda pokažem, ki ga poznate, predvsem ljubitelji superkarov. The man himself, Horacio Pagani. Parlamo to za zdaj bolj minimalizem, 2 avtomobila pokrita, tukaj spredi bo stala verjetno največja zvezda, pa mogoče še kaj, več pa ne, ponovadi imajo max 3-4 avte. Ok, folk, to je to za danes, sploh si ne upate predstavljati, kje sem jaz parkiral, tako da najbolj, da kar grem. Upam, da je avto sploh še tam pismo. Le, moja samurajko, sama s tovornjaki. Evo, končno v moji mali sobici, odložil sem kovčke, računalnik, fotoaparat, zdaj pa pičim hitro ven, da vam pokažem, zakaj mi je Annecy toliko všeč. Veš, mogoče celo podobo Annecyja že poznate, pa ne veste, da je to Annecy. Se ne vem, jaz nisem nič omenil, ne? Ampak po moje je očitno, da je Annecy srednjeveško mesto. A ni? A je? Oj, a ni. Zdaj prihajam do tega najbolj znanega dela, sem vidim, da je vse zasuto z odri, pa ne zgleda tako dobro, ampak le bom pokazal. Vidiš, to je ta del, ki je najbolj znan, ampak zgleda dosti ubogo. Dajte, pogooglite Annecy z 2 n-jema, pa boste videli, o čem govorim. Ma pa Annecy še eno posebnost, ne? Restauracije, ki jih tukaj poleg mestnega jedra najdeš, so fantastične. Evo, zbral sem restauracijo, v kateri sem bil prvič, že mislim, da več kot 10 let nazaj. Njena značilnost je pa to, da tukaj tako smrdi, ne res smrdi po selu, tako da je praktično neverjetno, ampak to je tista ta prava stvar tukaj proba. Kar je večkrat češ, ampak tole je pa en ogromen burger.